Danes je 18.9.2013, ura je 10.33 zjutraj, to še zmeraj mrtuje ta šala, ki ni dobra. Smo pa v pisarni, jaz sem se hodil na Virtua PR, smo trije, tole je podcast za preživljanje, vidiš, ne to mod pusto, to je podcast za legitimno preživljanje prostega časa, mod mu pozman korec. V glavnem, smo trije pižamo, povej kdo trije, kaj delamo. Kdo smo tukaj, vaši skoraj da stalni glavi, ker mene zadnjič ni bilo, Anže Tomič na levi strani mikrofona, na desnem krilu Boštjan Gorenc, na Center Halfu pa ni Domna Saviča, zato ker je rekel, da on ne gleda teh stvari, ki jih bomo delali danes, ker so pretežke za njega, da on ostaja pri radovednem tačku, če ga šteka slučajno, ima nekoga zraven, da mu ga razlaga. Zato torej na poziciji centra naša redna dopisnica za Habsburško monarhijo in angleško televizijo Nina Kožar. Čisto hodila sem za Petrom QI melodijo in je šlo čistča. Se bom jaz dobro začetek, bomo pola več, mogoče se bo. Katero res lepo. Glavno tako, da ja, danes QI, ne? Ja. Zdaj pa Nina, koliko zmeram en sinopsis. A ne bomo si zvoncev določili? Mogoče bi si zvonce določili. Nekaj, bomo zdaj vsak neki na random rekel in bo ujeli spadal. Čakaj, jaz sem imela svoj zvonc, če hočete ali pa nočete. Daj ti nekaj govoril vmes, ko si mi došli. Ajde, bežava, daj ti sinopsis, pa bomo pojem zvonce imeli. Zdaj jaz zelo težko govorim, ker je Nina prinesla celo vrečko bombonov. Ti si pa mafine. Ja, dobro, ampak mafine daš dvakrat uslah in je konc. Bomo pa žvečili do konca. Tako da sponsor današnjih glav bo očitno klinika za raztegovanje čeljusti. QI je en od mnogih panel šovov, kot temu rečejo Britanci, ampak vseeno zelo velik unikum. Nina, se boš prijavila k besedi? Bom, a lahko moj zvonc pokažem? Ja, sej. To je pa kar legit, ja. To je pa kar redo. Jaz ga nimam, tako da jaz sem res non-stop telefon na vibri, tako da nimam nič. Evo, zdaj ga bo pogasnil. Oh, wow. Ja, QI je... Ti zvonc pokaž. Come on. To so ti otroški api na telefonu. QI je najboljši kviz na svetu. Ja, najprej, če povemo, mogoče zdaj za tiste, ki ne spremljajo to britanske televizije, namreč, da te panel šovi... Gre za format, ki spominja na kviz, ali je zastavljen kot kviz, ampak gre za lahko tudi čist tak debatni šov, kjer imamo voditelja, moderatorja in redne goste, ki pa vseeno tekmujejo na nek način, imajo zmeri to nabiranje točk, tako so recimo Mock the Week za neko trenutno aktualno politično dogajanje, pol Have I Got News for You, čeprav ta je radijski, meni se zdi, Have I Got News for You je radijski, pa Nevermind the Buzzcocks za glasbeno sceno in QI je pa tak za geeke, nerde, piflarje in za vse ljudi, ki so radi na tekočem z zadnjimi dognani v svetu znanosti in se radi nasmejijo in pa tudi za ljudi, ki manjka tipka na tipkovnici. Pa za ljudi, ki zbirajo te nepomembne podatke v življenju. Ali pa ful pomembne, ne? Ja, ampak ful je hecam, pri QI-ju najbolj to, da ko si ti enkrat prepričan, kako si strašno razgledan in kako veš, kako iz rokava streseš to trivijo tako za šalo, ti pa tam pokažejo, kako tako v bistvu večinoma nimaš prav, no. Ja, no sej do klaksona, vidik še pridemo, no. Ampak ja, QI je v bistvu kratica za quite interesting, ne? Ampak kako je Pižama rekel, teh šov je veliko,
Ampak mislim, da na začetku so te panel šove v Angliji, ne, kar jaz vem, so bili dejansko tako kompetitivno zastavljeni. Ne. Vsi so bili, se mi zdi tako, veš, je bil panel, pa so bili dejansko neki tekmovali, ampak pa so na eni točki, se mi zdi, pač se je to že ratal zlajna, ali pa da so rekli, da gremo raj imeti cool ljudi, ki bodo govorili, ne pa da zdaj ta folk brutalno tekmuje. Pa ponavadi imaš to, da imaš pač dve ekipi, ne. Tukaj je QI je tudi to poseben, da imaš vsak zase. Ponavadi imaš te team captaine, se pravi kapetane ekip, ki sta stalna, ne, in potem ima vsak ponavadi enega ali dva gosta zraven, recimo 8 out of 10 cats, ne, ta z statistiko, ki ga vodi Jimmy Carr, Would I Lie to You, ki ga vodi Rob Brydon, kjer sta Lee Mack pa David Mitchell, ne, kapetana svojih ekip, lepar 8 out of 10 cats je Sean Locke, en kapetan, pa še drug, v glavu, tako ne. Zelo tak velik nekih poslovnih in delovnih priložnosti za komike, ne? Tako da če kdo posluša to na slovenski televiziji, mogoče dajte razmisliti o odkupu kakšnih pravic za kakšno podobno zadevo ali pa da naumimo kaj tazga. Se QI ima neke licence. QI ima licence, ampak QI ima bolj probleme z neko tujo sindikacijo, ker ima zelo veliko slikovnega materijala, filmskega materijala in oni, ki so pač to delali za britansko tržišče, so te pravice odkupili samo za britanski trg. Ja. In zaradi tega še zdaj v Ameriki ne predvajajo, ker ni nikogar, ki bi vse to odkupil. Ne. Imaš recimo v Novi Zelandiji pa v Avstraliji, to so zgleda neke te Commonwealth fore, se vrti, drugače imaš pa... Niso neki Nizozemci. Nizozemci so imeli neki, pa Švedi, pa Čehi bojo zdaj začeli. Oh my God. Ja, Čehi bojo začeli. Ne, se veš to in... Prehiteli so nas. Oni so bili za železno zaveso in so prehiteli nas, ker smo držali čipke te zavese. Ne, to sem hotel še reči, da v bistvu te panel šovi so tudi tako, to je dejansko tako prime time entertainment tam, to niso neke obskurne zdeve, kako to drugače zži, da to ni tako, ali pa v nedeljo ob 2 popoldne, to ni ta varianta, to je dejansko zvečer TV, ki ima nek svoj slot in se tam fura, ni tok. Recimo, predstavljate se njem polnočni klub, prej na sporedu, bolj smešen pa brez klavirja od spod. Brez klavirja. Ja, polnih vsega. To je pri nas smrt. Vsi dajo, da bomo imeli zdaj pogovor, pa bo ena muzika od spod. Sam po moje pri nas rečejo, da bomo neki imeli neko oddajo, da bojo ljudje zaspali, tako da jih uspavamo, ker morajo zjutraj to službo in pa neče živimo. Da bomo pogovorno oddajo vodila Boljerka Bizil. Ali pa kaj že bivša Nuna, ali kaj je. Vida Čadonič Pelič. Ne, to je veterinarstvo. Ne, una je bila pa pač, ne, Vida Žabot. Ne, čakaj, ne, ti misliš pa uno, misliš pa hujša, joj. Nismo imeli pri njej. Kaj to veste? Nismo imeli pri njej polnočni klub o impru. Kaj že, Dajte se pogovarjati, sem hodil predstav. Zdaj, ko smo bili tam, da kleje kao vsak zase, pa da ni stalnih, v bistvu glavna zvezda QI-ja, ne? Je tvoja ljubezen. Steven Fry. Steven Fry. Zdaj pa, kje je Stevenom Fryom začeti? Jaz sem mislil, da je mogoče vsaj to, Vida Petrovčič. Sem vedel, da je neka vida stari. Ampak kje je Stevenom Fryom res začeti? Da je QI lahko bil, ne? To, kar je zaradi Stevena Fryja, mogo biti prvo Steven Fry. On je renaissance man. Ja, ampak res. On je kaj? On je igralec, je scenarist, je pisatelj, je voditelj, TV in radijski voditelj, kaj še počne uradno, snema dokumentarne oddaje. Pa na eni točki ga je Steve Jobs zbral, da je za Time Magazine naredil pač nek feature. Geek je ful je geek, ful ima rad te gadžete. Imate se Steven Fry's 50 gadgets. Čeprav ti se malo dolg čas. Pole pa velik ljubitelj Wagnerja, borec za pravice istospolno usmerjenih. Pa gej je, ne? Gej je, Čeprav on Fulcajt je bil tako aspolen, ne? To ne vem. Mislim, da on se Fulcajt je še Danny. Ja.
Den je bejak aseksualen. Ja, on je bil tako, on prav nekaj se je rodil, je pogledal nazaj pa rekel, that's the last time I'm seen one of these. Neka vona svoje malo pa za washpot je zelo, opisuje svoje zelo zgodnje sreče. Ja, ne, ampak imel je vmes neko fazo, kjer se je iskal, kjer tudi, mislim, da je to tisti fazi depresije, tudi nekaj je sred sezone zapustil predstavo, ki je igrala v Londonu in kar zginil. Poniknil nekaj za pol leta, koliko se dejansko hotel biti, mislim, to bed. Ampak to se zdaj spet, ne, pred kratkim je spet imel to, ne, on ima pač manično depresijo, ne, je tudi snemal bipolarcije in tudi tako velik, pač zelo aktiven na področju te destigmatizacije. Ja, The Secret Life of Manic Depression. Ti si ena, to bo dal link, to je na YouTube. To je tako dobro. A si videl ti Robbie Williamsa tam? Ja. Moj bog, tam, bog je Robbie Williams, ker vsi mislimo, koliko se zabava 24 ur na dan, ko sedi na onem košarkarskem igrišču in tako, ali nogometnem in tako gleda. Tako prijatelji se tam nogomet igrajo, on pa sedi na klopci in žalostno gleda. Ti se v moment tako... Ja, sem je fraj, dejansko mislim tako, aktivist, kar se tega tiče. Ljubitelj jezika. The English, a Fry's English Delight. Naslednja epizoda je fak. Ja, to je treba. To je pa radijska oddaja, kjer pa se mislim, da se kot podcast. Tudi podcast je, Itak je BBC, ne, tako da dajo se na podcast, kjer se poglablja v različne pač plati jezika ali besede. Jaz bi tukaj sam, kar se jezika tiče, pri njemu je meni cool, ker on ni Prišič. Pač to je treba. On ni gramar nacija, on je gramar partizant. On Slovenije je nikar kafe. Druga polovica pa... On je tak tudi modern day Oscar Wilde. Ja, igral ga je. Je pa, recimo, či sami začetki, njegovi so pa na Cambridgeu bili, kjer je bil član teh slovitih Footlights. Z Emma Thompson. In s Hughom Lauriem. Emma Thompson pa Hugh Laurie sta v bistvu njegova bestiča, no. Ja, in Emma Thompson je tudi enkrat v QI-ju. Ja, ker je razlagala, kako Stevena Frya pripraviti do cviljenja. Da sta vedno s Hugh Lauriem, ki so skrb živeli, sta zaklenila vsa vrata iz hodnika in pa je ona z golimi joški laufala za njim in je on cvilil od groze. Ti se bo meni genialno. Meni je dobro to, ki smo prej rekli, tudi da je geekno. To se je res v QI tako že parkrat pokazalo, kaj je zdaj, ki je bila Emma Thompson, ki je ona je pisala za Nanny McPhee scenarij in se je sesedel na balkon, pač poklice. Ja, Stevena Frya je razpredeljeni kom, kao. Steven Fry je on friend, ki ga kliče, še nekaj sem narobe partizan. Se tako Uroš Slokar pa. Ja. No, če pa hočete videti tako Stevena Frya v vsej njegovi veličini, pa poglejte posnetek na YouTubeu, kaj je to v bistvu serija, tako malo bolj zahtevno kot TED Talks, imenuje se Intelligence Squared in tam sta nastopila tudi z njegovim prijateljem, žal že pokojnim, zakaj sem v trenutku pozabila ime svojega najljubšega kolumnista na svetu, tem, kaj je že bil ta bastard, za Vanity Fair je pisal. Hitchens. Christopherjem Hitchensom sta v debati, ali je krščanska cerkev Force for Good zagovarjala stališče, da ni. Proti njima je bil pa... Kjer je že... Ali je bil celo Desmond Tutu? Ja, mislim, da je bil Tutu, ja. No, še eno ime. To je človek, vsakič, ki se javno telefon, folk odloži, misli, da je zasedena linija. No, če ga hočete videti Ker si rekla, vsej svoji veličini se misli, da boš rekla, da drug Sherlock Holmes film, kjer pač pokaže zadnico. Da se je zelo dolgo šušljalo, da bo nastopil v Houseu kot ta Mycroft od Housea, ker pač z Hugh Lauriem sta najboljša prijatelja. House je narejen po liku Sherlocka Holmesa in... To je to! In Steven bi mogel se pojaviti kot brat. Sam pazi, ima pa poškodbo, ima pa tako kot dr. Watson House, ne? Se pravi združen. Ima nogo poškodovano. Dr. Watson je imel nogo poškodovano v afganistanski vojni. A Frya Watson. Neka Frya ima nos kriv, to vem. Ne možete smo reči krivo, to je understatement. Ja, to je. On je cel asimetričen, tako.
Pa klej še kul, ko v QI-ju ga direkt kamera, veš, spontano snema. In še nekaj skupnega ima z video, kaj je že? Petrovčič. Z video Petrovčič, serijski Hujšač je. O, to je pa noro. Ja. Nekaj na eni to. Jezus. Kakšne upravljive barve so. To je pa noro. Zdaj bo to izbita od perice, tako da ne njemu propsi. Kva, sploh ne vem, kaj se bo. Ja, ne, ampak to s tem shujšanjem, kaj je ne 2 leta nazaj, ali 3 leta nazaj. Je to shujšal in to tako, da je hodil peš po Londonu. Tako, mislim, kamorkoli, ali pa tako, pač kamorkoli, ne vem, kaj je že rekel, da 15 miles je meja in kar je bliže kot 15 miles je šel peš. A ja, pa on je glas audiobookov Harry Potter. On bere, a res? Ja, to bere. nisem vedel. Aha. Ja. Ok, to če šlo? Pa se pravi, če ga imamo, ne pa itak povemo pač te serije Ja. s Hugh, a pa z Lorijem sta bila na tem, fino je pogled, mislim, da si bilo lana, predlani, bilo sta imela 20 let, ker je bilo kar... Ja, prijateljstva, tako se dobita. A 30 let, ne, in je prav oddaja in kako se jim razlaga, kako je v neki točki, ki je njemu BBC plačal za nek dokumentar, zdaj je šel snemati v Grčijo, da sta se skoraj skregala, da je uno pač le midva sva zmenjena, ali sta bila zmenjena vsak dan, od ponedeljka do petka, od 10 do 2 sta ona dva v stanovanju in pišata, ne, in delata material, pišata. Jaz bi mogla. In pa je on šel neki to snemati in sta se čist pošla, v glavnem, mislim, da je reunited. Ja, se bom jaz najdel, da link. V glavnem, no, in ona dva sta začela in pa sta imela ta Bit of Ryan Lori, Pa Jesus Wooster, ne, po Woodhouseovih romanih, oba sta bila seveda tudi v Črnem gadu. Jo, ja. V Blackadderu. Melchior. Ja, Melchior. pa Wellington, ja, ni on. Ja, pa on je cool, zato ker Fry, Lori je v bistvu cel cajt po Blackadderju, ne. Fry se pojavil tako v parih epizod. Ni Lori na ni skozi. začetku. Mislim, Hočem sam reči, da v ta prvi pa ta drugi seriji, mislim, da je on ta neumen princ, veš, je skoraj v vsaki epizodi, a ne, Fry pa uleti z nekimi temi liki. Sam je, on je v Ne, bistvu, on je tudi reden. On je že pri kraljici Elizabeti je pri kraljici Elizabeti je ta Melchior. Lord Chamberlain. Chamberlain, in to je bilo tudi, Wellington, ko se gledal te dokumentarce, kako so se oni tam zabavali, so rekli, veš, kao, da mi smo stari 22-23 let, še še igral 50-letnika. Ja, to je pa zdaj igra v eni precej slabi, no, jaz tistega ne gledam. Kaj je že Kingdom, tisti je meni tako dolg čas. Ja, tisti ni dober, ja. To je sprobal, pa je... No, pa seveda, pač, tako kot smo že prej rekli, igra brata tega Sherlocka Holmesa. Igral je v Bones, psihiatra. Vsake toliko časa. Od teh, recimo, še njegovih dokumentarcev je pa recimo Last Chance to See, ki ga je prevzel po Douglasu Adamsu, pa Stephen Fry in America. The best dokumentarc. Je tudi... Tako gre trupla v nagled, kar razpadajo. To je, mislim, jaz bom to zdaj... Jaz sem to Ameriko, sem mislim, da po ene 2 dela sem sam pogledal, ampak imam Super, lepo originalne. To sem imel 2 let nazaj, 3 leta nazaj, sem imel tak shopping spree in sem si full teh DVD-ov nabavil, lepo je tudi ta Last Chance to See, Stephen Fry in America in vse. No in tukaj pač z Blackadderom V Last Chance to See je Sex with a Parrot. A veš, kaj on papagaj? Ja. Kaj je že, kaj ima spolni odnos s kamermanom? Kaj se mi pogovarjamo? Kaj se mi pogovarjamo? Jaz pa vem sploh, kaj je to. Kaj je s papagajem? Široko, da kaka po. Ko smo ravno pri tem, lahko tukaj en fakt iz 1227 faktov, ki vam bodo odpihnili nogavice, so britanski vohuni so nehali uporabljati spermo kot nevidno črnilo, zato ker je takrat, ker ni bila več sveža, se je usmrdila. Okay. To je... Ampak kdo mafi? No, ampak zdaj, če smo pri Blackadderju, tukaj imamo pa potem že to navezavo s Johnom Lloydom, ki je pa idejni oče QI-ja, ne? Ki moramo vedeti, da je pravzaprav tak quite interesting, ki je še pred TV-jem je živel kot neka kavarnica, knjigarnica, kjer so se dobivali, pač kjer so prodajali knjige in vse te neke stvari. Iz tega je počasi se izluščila serija, ne, zdaj ta John Lloyd
Sicer on je Commander of British Empire, pred pred 2 letoma je dobil ta naslov. On je pa bil že pač zelo pri teh velikih prelomnih televizijskih oddajah. Je bil pri The 9 o'clock News, zraven tej satirični, potem Spitting Image, je bil tudi jasno Blackadder, kjer sta bila glavna krivca on pa Ben Elton, ki je zelo zanimivo, kako je Ben Elton potem zapadel neke te zelo mainstreamovske vode in zelo je razvodenil. Čeprav, recimo, kakšne zgodne knjige, recimo Ben Elton kot romanopisec je še zmer film, recimo njegova Dead Famous je, imamo tudi v slovenščini na smrt slavni super satira Big Brotherja, Popcorn je tak retelling telih, kva sta Natural Born Killers, kakor dva od teh hollywoodskih filmov napaljena, res gre sta enega igralca, nekaj ugrabati, pa Postmortem, mislim, da je Postmortem, ki se ukvarja s tem problemom bullyinga, kako se en tip potem začne maščevati, kot odrasel s svojim bivšim sošolcem. Tako dejansko od Bena Eltona zdaj te TV, ki je zdaj ne policijsko serijo snimal, mislim, da leta nazaj pa ni bila glih ne vem kaj, ampak to knjige se pa splača, kakšne njegove vzeti. In potem je nastal ta QI kot TV serija, bi pa na tem mestu mogoče omenil še, preden se čist potopimo zdaj še v QI do konca, še Museum of Curiosity, pa radijska oddaja, ki jo kjer je pa prav on je voditelj. In ima vsako sezono curatorja zraven, ki je, mislim, da so bili zdaj po vrstnem redu, so bili Sean Locke, Jimmy Carr, mislim, da je bil tudi pa Bill Bailey. Je pa tle pa koncept tak, da on povabi 3 goste in vsak od gostov prinese v oddajo neko stvar, zanimiv, nek curiosity. In zdaj pa lahko je to ponavadi potem razglabljajo v kakšnih življenjih, kakšnih znanjih, v kakšnih predmetih. Recimo, ki je bil Brian Blessed, on je prinesel Yetija. Pač prinesejo, vse je zelo figurativno. Sem mislil, da ga je res prinesel. Zakaj to ni bilo vsaj? In je razlagal, recimo Brian Blessed, on je zelo veliko po Himalajih hodil in razlaga te zgodbe, kako so mu pravili, pa itak in pa se vmes, ko začne z svojo resonančno skrinico krohotati, da ti začnejo zelo vse vibrirati. In je tudi neka taka, se pravi, predstavljajo zanimive stvari, bolj recimo podobna potem neki te knjigi, recimo te QI-ovski, kot samemu šovu TV, ampak tudi zelo zabavno za poslušati. In zdaj, če smo omenili možgane za te, se pravi, to je John Lloyd, ki ima seveda polno nekih pomagačev, ki se jim reče QI Elves, to so te škratki. Odličen Twitter account. The best. QI Wikipedia. In potem imaš še, samo una pa ni več toliko aktivna, pa še Not QI Wikipedia, ki je pa parodiral pol te račune. In med njimi recimo eno teh je Justin Pollard, ki ga bomo mogoče na koncu pri knjigah omenil, pa še ne parih, ta Schreiber, kaj je, Dan Schreiber. Tudi na Twitterju, dajte tega, kao ima Twitter, pa se hvali, da pozna 3 ljudi. Je pa, mene Stephen Fry followa, prosim. Kaj je bilo? Ja. A res je? Ja. What? Mi da smo pa že 2krat z Nilom Gaimanom debatirala. Jaz sem enkrat s sinom od Davida Bowieja četala. Tudi na Twitterju. Jaz sem pa z Johnom Syracusom govoril, sem omenil, kdo je. Meni pa Jonas enkrat retweetal. V geek svetu. Mene pa včasih se pogovarja tako, ko se pogovarjam s kom, pa Jonas to se odgovori nazaj, pa me ne da v reply, tako da ne vem, Me je brez veze itak vaja dva tako retweetati, ker ima sta toliko followerjev, da sem jaz pozoril manj nepredstav. Po folkih ima ful več. Ne vem, jaz sem tako, sklepam, da mogoče vem, da je granje. Samo se mi pa res smil, ker njega pa noben ne retweeta skoraj, tako res, ker to pa pač... Pointless je, pa si Slovenija je to pointless. On, Janša, pa še kdo. Ne, Janša se retweeta. Ampak iz drugih zgibov. Jaz, če ne bi folga retweetal, ga ne bi videl, ga načrtno. Mislim, da sem bil encaj celo blokiran. Jaz ga ne moram, zato, ker sem blokiran. Jaz ne vem, ampak jaz načrtno nočem. Jaz hočem imeti. Pustite mi moj mehurček. Pustite nam ta svet, kot je bilo rečeno v čisto pravem gusarju.
Ne boš malo ta QI vzeti. Ja, skladno smo se že spet zabredli. Okay. V glavnem potem imamo pa strička, ki je redni gost. Edini redni gost. Edini redni gost. Sem bi hotela reči tako, sem bi hotela reči tako šepati, medtem, ker noben nas ne posluša tako, a se je kdo pripravil na Alana Davisa? Ne, ampak kle treba reči, da Alan Davis, ne, ki je ta edini redni gost. Ni to butast, kot se dela. To je prva stvar, ampak druga stvar je pa v bistvu narejen, je pa dosti genialno ta dinamika med Frajem in med Nemo, ki zdaj mogoče že ni, na začetku je bila bolj izpostavljena. Zdaj spet v zadnji sezoni spet prcama ta. Ampak je v bistvu tako narejen, da kao pač Alan Davis ne ve nič, ne. Mislim, to je na začetku ta, ki je dobival sirene. Ne? Sirene moramo povedati, sirene. Okay, no hiter, kaj je fora sirene? Zdaj smo čist begani, če skačemo, ampak to je film. No, naredili smo si 3 strani strukturiranega scenarija in ne jebemo. To je ta kaos v Sloveniji. Imamo pa mikrofon manj kot 1,30 m nad podnom. No? Ta pocen vinjeta. Ja. Ampak ne, Nina, ti, ki si rekla, da v bistvu te QI najbolj unič, pri teh, ki misliš, da veš trivijo in pa vidiš, da nimaš pojma. Ne. Tle mislim, da Klekson oziroma Sirene najbolj v igro pridejo. So vprašanja, za katere smo vsi prepričani, da jih vemo. Ne? In potem, če kdo pove nekaj tasga, se oglasi ta Sirena, ki začne A si opazil, da tako... Utripa v prvi seriji še ni, v prvi sezoni ni imel še tako on napisan sam na listkih, ampak začne na teh ekranih zadnji utripati odgovor. Zdaj je pa tako drama. Ampak tako, zdaj so se že navadili, da ti veš, kaj obvious odgovor, pa tako potihom vsi reče, a je Queen Elizabeth, pa začne Čeprav pa je Fraj drugo taktiko začel obirati, ne, pa včasih tako vpraša, obvious, pa Ben ne upa reči, pa reče, to je to. Če ste ni vprašanja, pa pozabili smo povedati, da v bistvu točkovanja pa noben ne ve, kako poteka. Ne? Čeprav zdaj so povedali, da se je zamenil, kako je točkoval. Ja, zato, ker na koncu zmerno to treba razložiti, on tako zmerno reče, zdaj poglejmo, izide, mislim pač, koliko je kdo pik dobo in posod tako, ti imaš minus 17, plus 2, 96,000. In pa je tako en zmaga in mu si ploske, in tako ampak ni logike. Glavna zmaga pa navadi tom, kaj je bolj duhovit, no? Ja, ne, pa se gledajo vsaj, da unikrat imajo doskrat prav, ne, Klekson ti dejansko full pik zbije. 10 pik, to dejansko zbije, ne. A že to so vprašanja, tipa ne, kaj je največja žival, ne, jasno, sinji kit. Sinji kit je pač ta ponavljajoča se stvar, ki še nikoli ni bila zares odgovor. To je tak lupus. Lupus, ja. Ampak se tudi popravlja, to so pa rekli, da je nek ta main jellyfish, ampak so potem v 3. sezoni popravili, da ni, ampak je neki drugega. Goba, največja žival na svetu je neka goba, živo bitje, to ne žival. Goba ni glih žival. No, vem. Odvisno, a so... Ne, fungus pa to, veš? Ne, fungus ni žival, fungus je... Kdo dvaju da je igral Trivial Pursuit? Ne vem, kaj je. Jaz sem pa igral QI game, ki ga imaš dejansko, na DVD-ju ga imam in si pač igra za DVD player in daš noto DVD in potem izmeni. Vrhunsko. Mi smo tako nekaj časa s Frendi skozi nabijali Trivial Pursuit in Genius Edition in je bilo tako... Sprav, to je Zofijin svet za neumne. Tako. Ne, to so tako intelektualec. In smo pogruntali, da vsakeč, ker ne veš čisto točno, kaj je odgovor, je Prince of Wales. Ker trivia, kdo lahko edini, kdo je lastnik kita, ki nasede kjerkoli na obali Velike Britanije? Ja, Prince of Wales. To je dosti res, po moje, ne? Pravica lahko je labode. Ja, to je tudi res. Pa v športu je bilo vprašanje, koga so ujeli, ko se je mečkal vzad za Wimbledonom v avtu z neko tenisačico, ne bil odgovor Prince of Wales. Lepa. When in doubt, Prince of Wales. No, v glavnem, zdaj ta Alan Davis je ta, ki je vsaj na začetku imel večinoma te očitne napačne odgovore, ne, ki jih je prebil in potem, ki v 3. in 4. sezoni končno zmago je bil to vele dogodek leta. Takrat, ko sta
ko sta se zamenjala, neka božična bila, ki Steven rekel, no, zdaj mi greš pa lahko par vprašanj, vprašaj pa tako, no, Steven. Ja, za boxing day, ne, ko oni imajo to tradicijo v Angliji, boxing day, ko se kašli pa te pa comic relief, ne. Ja, pa comic relief, ja. Kaj imajo tudi te tematske, nekje eno zadnjo sajta so vsi oblečeni v šekspirijanske like in bušeče, recimo. No, v glavnem ta Alan Davis ima pač lik tega, kar tudi je, ne, pač iz javne šole, iz Boba. On je sicer Alan Davis, tako, ful snema tudi podcaste, nekaj futbol podcaste, mislim, da celo... On je Arsenal fan. Mislim, da on snema z Ianom Stoneom, s tem komikom, ki je bil pri nas zdaj že. Ja, mislim, da skrb nekaj snema, ta slabo občasno na enem podcastu skupaj. Pa super zadeva, ki se je splačal videti, je Jonathan Crick. To pa je nadaljevanka, pač komična detektivka, bi lahko rekla, kjer igra on modela, ki skozi nos Marsovca in živi v zapuščenem mlinu na veter. Njegov primarni poklic je pa ustvarjanje iluzij za čarovnike, pravzaprav za čarovnika, ki je v tem primeru ta Giles iz Buffy. Kar je noro, kako ta človek, ta Giles iz Buffy. Kaj še igra totalnega, nadutega pizduna. In potem rešuje zraven še malo zločine in... Kot vsi britanski šovi. Še si malo poklic, pa še malo, tako je Kingdom narejen. Pa nas bi tako je davčno vse. Rick Mayall bi moral biti gost takrat, ko so originale snemali, pa ima neko nesrečo in so ga zdaj dal, ko so teh še nisem pogledal letošnjih, so neka 2 dela naredila, koliko spet, mislim, en del je bil pa zdaj bojo še neke 3 dela. Ne, v Jonathanu Cricku in so ga dali glede na to, vsi vemo, kako je dinamičen Rick Mayall, pa vse tle sem dal pa vlogo nekega paraliziranega policijskega inšpektorja, ki lahko sam prst premika. Umrl bi mu, manj zmogo tega. Lepa. Ampak ok, zdaj, ko smo obdelali stalnice, rečemo, preidemo na naše favorite. Stalni gosti so panelisti, so ljudje, ki jih vabijo, večinoma so to komiki, so tudi z kakšnih drugih, recimo Nini in Ljubček. Oba Ljubčka moja. Čeprav Jeremy Clarkson, ki vodi najboljšo oddajo na svetu Top Gear, ki jo jaz gledam, čeprav nimam pojma o avtomobilih in to je najbolj downloadana oddaja ever. In Jeremy Clarkson je pogosto gost, čeprav tako na QI se malo nazaj drži. Znam biti zaradi tega, ker sem prebrala, da je samo en QI bil deponiran in to je bil, ker je bil on gost en teden po tistem incidentu z lenimi Mehičani na Top Gearu, ko so pač govorili, da so mehiški avtomobili enaki kot Mehičani, da verjetno pač ob cesti leži v jarku in v pončo oblečen in pa se to je na Top Gear itak tradicija. Pa Clarkson je imel uno, ki je vozil tovornjak. Kako je pa to težko? Vozam, menam, ubijam prostitutko. Vozam, menam, ubijam prostitutko. In pa veš, cela drama. Ja, pač gospod je zelo netakten. Pa meni, kar je zanimivo pri Clarksonu, sem to, če se gledam, ker Clarkson je, kar se Anglije tiče, on je na desni tam. Ja, on je kaj se že oni, Tories pa Labour. Pa zdaj imaš še Lib Dems. Ja, ampak on ni to on je bolj da nek konzervativen pogled na mačuno, pač kaj bo ta mularija. Mislim, da vse je tako progresivno, zdaj ne boš njega slišal te klasične desne tipa, da bi bil, mislim, da proti istospolnim. Ja, to je istospolne ful. Ampak je pa jaz sem v tem svetu 60-letnika s kardiganom, jaz hočem uživati in vi ne boste metli svojim šundrom in čudnimi modernimi navadami kratili tega mojega žvadevivra. Sam je tarča teh, sem to tako, veš, z leti pol začneš ugotavljati, da si tudi ti, da se tvoji življenjski nazori začnejo počasi pokrivati s takimi, ker recimo on je tarča teh histeričnih hipijev, ki pač ki trdijo, da mislim, ker vsi, ki imate avtomobile, ste hudobni in sploh Clarkson, ki jih ima 5 in da so te avtomobili so na benzin, bog ne daj, in pa mu gnoj kidajo, mislim, skipajo pred vrati, pa bože mili, on je zato, da pač se lisice strelja, s tem, da so lisice v Veliki Britaniji podobna nadloga, kot pri nas podgane in miši, pač, to
poleg leze okrog bajte. Ja, tako da, mislim, on je pač kao desno, ampak ne v tem. Ampak zelo priporočam njegovo serijo knjigic The World According to Clarkson. To je hilarious. To je res smešno. Njegove kolumne iz, mislim, da... The Sun, mislim, da on... Ne, ali Telegraph. Ja, ampak to je za The Sun, on nekaj piše. On je posol, Clarkson je v redu v life, no? Pač, kar se tega tiče. On je kot publicist. No, ampak kolumne so top. Tako jaz to berem. Jaz imam to na telefonu in kad recimo stojim na Celovški, ob 5, vedno, pol si toink in preberem eno in se držim v avtu in ljudje na sosednjem pasu gledajo, kaj je. Ja, ok, ajde, kako... Imamo polno teh nekih komikov, zdaj, če čisto na hitro... Pa Brian Cox, njega je mislil, pižama, ki je rekel moj ljubček, no, fizik Brian Cox, to je. Ki je svoje življenje začel kako? Jaz sem delam, kada tega ne, bomo kar zamočali. Pa gremo sam reči. Zdaj je fizik, to je vse kar. Kaj je bilo že bo nek velik zapanje bilo? Če gledamo, nekdo je začel kot najstniška pevska senzacija, Ricky Gervais, to je res, ja. Šona Dancing. Kva? Čisti nipo od Davida Bovija. A se zeza? Ne. To je nor posnetek. On pa še en model. A ja, sem vam pa hodila to povedati, da zanjčka sem poslušala zaratlo zamudno. Le, kako je to, a veš, hit potlačila, da bo imela Ricky Gervais še zmeraj misli kot neomadeževanega. Ne, gre na živce. However, hodila sem vam povedati, da sem zadnjič, ko sem poslušala to vaše izvajanje v BBC, ko ste se pogovarjali o temu Caru. Alan Carr. Alan Carr. No, njega ne maram samo zato, ker se je z Jeremy Clarksonom skregal. Ker je rekel, da je pač to neprimerno, da tako govori v Mehičanih in se mi je ful zameril. Ja, ful, tako ne morem. Tako za Nino, do not touch Clarkson. Ja, ne, prosim, ne. Ne, recimo, imamo potem te stalne goste, ki so recimo Jimmy Carr, Rob Brydon, Clive Anderson, ki ga poznamo kot voditelja britanske Whose Line Is It Anyway, Bill Bailey, Phil Jupiter, Rich Hall, recimo, Johnny Vegas. Rich Hall je Američan. Američan, ki živi ki je tako kul. Tu treba reči, da če noč ne veš o komediji britanski, gledaš QI, pa vidi, pa je kar en filter za uredu ljudi. Razen tega, kaj že... Ross Noble. Ne bi Ross Noble. Tudi kraj, pa vem, zakaj. Nekaj sam v oči gledaš, pa se smejiš. On res tako... On je norja malo, no? Ej, kaj je s temi britanskimi komiki pa s tem goth imidžem? Ne vem, to je res neka fora. Pa Russell Brand, pa vsi Russell Brand mora biti gost v QI-ju, ker bom jaz sicer pisala protestna pisma. Jaz vem, da Gervaisa ni zato, ker mu ni cool show. Kva? Ja, Gervaisu... Evo vidiš, ker mi gre na živce. Enkrat je rekel, jaz, ki sem vse od Gervaisa slišal, ker enkrat je celo vprašal, mogoče to na Twitterju, sem že pozabil, kao, zakva nisi nikoli v QI-ju, pa rekel, mogoče, ko bo naslov VI, kao, very interesting, da je kao, ja, to je tudi pri meni malo, tako malo minusa, tako je, ampak ja. Recimo Sandy Toksvik, danska lezbika, ki je na radiju v Angliji. Carica. Mene je nova, kako je na QI-ju, a veš, ker je res taka mainstream oddaja, pa ne vem, tam v 8, 9 je na sporedu, kako si skozi dobacivajo te, sploh ta gejovski humor, ki je super, ki je tak oštar jezik tisti. Čeprav tle se vidi, tukaj je bilo, se pravi, zdaj smo v 11. 9. Ki je šlo na BBC One. 9. serija, to smo omenili že enkrat, je šla na BBC One in tam so se morali malo majhen nazaj držati, ni bilo več grdih besed in vse, in so pogrutali, to ne gre. Morajo obstiti malo te subverzivnosti. Ja, pa sploh to za isto spolno je cool, zato ker imaš pač te, ki so tam openly gay, koliko cajta, da se in tle dejansko so pač te isto šale, so dejansko na nivoju, ni to zdaj una, kakor bi pri nas, kaj še nas zdrav, je bil desno, ne, pa tako cool je, kad vidiš, kdo pa ki kludov so dva, in se potem režijo še pol ure in ploskajo na polko. Ne, pa gled to čist tak, to je sam humorje, pač po nesreči je, da se gre za isto spolno temo, pač humorje, ne. Kar je dosti cool, kad tako izpade. Ja, Stevena Frya skozi malo prcajo zaradi tega, no. Pa on ima tudi take svoje, enkrat so zelo namiguje. Zelo manj innuendo v besedah. Malo se popeca tudi skompa. Se to, ja.
Okay, kje smo zdaj, kdo? Poj, Nina, si že začela s svojima favoritoma? Ja, pa meni sta načeloma, jaz se vedno razveselim, če Jimmy Carr, ki je pač, ki ima tudi ta, on ima to, meni itak ima faco tako, da umreš od smeha, že ko ga pogledaš, ko on s tistimi svojimi učki in to. In smeh. Smeh ima pa on ga, recimo Penešov, ki ti smem skočiti v besedo, ker je tudi zelo veliko ljudi, ki jih vidite tle na QI-ju, je Big Fat Quiz of the Year, kjer vsako leto na koncu pregledajo, zdaj točno na ITV, Channel 4, ali kje je. BBC sem. In tam je pa tudi zlo. Ti se pa še bolj poredno, kot QI in Jimmy Carr. Ti sem gledala, ne pa. Votinga skozi neko leto, dok so ga predrkali zaradi smeha in celo oddajo so Davida Mitchella, da ne zapleše. Celo ni bilo vprašanje, da ga niso, da ne zapleš, ker je razlagal, kako on ne pleše, da to pa ne, to pa nekaj, česar pri njem ne boš doživel. Če kaj ima že Steva Frajma v Twitter profilu napisan, da je Prince of Bathing Suits, King of Dance ali Lord of Dance, nekaj tazga, ka on tudi ne pleše. Ja, verjamem, to ne. To mora biti pleši medo. No, pa Joe Brandt se tudi razveselil, čeprav Joe Brandt ima tako zelo specifičen humor. Ona se tam sedi z ono svojo žabjo facico in vsake tok časa sam kaj tako podobaciva. Ona ima pa take malo feministično... Pa anti-svoj mož. Anti-svoj mož, ja, pa tudi zelo te samoponiževalne ima zelo... Ja, tako. Močne. Ja, pa je pa smerno fej, oh no dear, no. Ja, česa. Ampak... Ja, sam Joe Brandt je ona je meni cool, ona je tudi že tak mainstay v Angliji, ona ima kariero že, jasno je. Čeprav jaz sem šla pa gledati, kaj počne, ne, pa v resnici ne počne kaj prav veliko, mislim, je komičarka, veliko ima nastopov teh komičnih, ona se je proslavila z ono oddajo, ki so jo tudi pri nas vrteli, kaj je že, čaki, ki je reklame komentirala, Commercial Breakdown, to je tudi Jimmy Carr. In potem jo pri nas poznamo, to je ona mehna debela gospa, ki sedi na klopci. Brez las že skoraj. Brez las. Karkoli se dogaja na njeni glavi. Ja. Čisto fucana je. Tako da ona dva sta mi, tako vedno, ko sta pač ona dva, se rečem, ok, to je zdaj sure shot. Joe pravi, tako imaš desa, ki se da v pravem stroj na 20 stopinj preveč. Pa Dara O'Brien mi je, no, če ga ne bom zdaj lahko odvajal. Dara O'Brien je itak, pa njemu ne Dara O'Brien se vidi, ko on mog da vidi. Dara O'Brien je pa full piflar, pa pač on pa prav tiste, ki misliš, da jih veš. On ima doktorat iz fizike, ne? Ja. Ali je sam diplomiran? Ne, neki, ima magisterij, no, neki ima. Fizike, ne, in on tudi... A poslušate, znate podcast The Infinite Monkey Cage, ja, Robin Hintz. Ja, on pa Brian Cox pa Dara O'Brien je dostkrat zraven in to je, jaz tam umeram, jaz to poslušam v avtu in pa se začnem res režati, tako nevarno je že ponovati na kakšni avtocesti, zato ker pač tisti je pa tako humor za geeke, fizika in astronomija, ampak tako, da ščiješ od smeha 3/4 ure. On ima tudi ta Dara O'Brien Science Club. Ja. Oddaja, kjer ima... To pa malo dolg čas. Je tako malo, ne, pač da neke probleme in potem jih da skupini študentov za reševati pa komike, ki probajo to malo tako praktično izvajati te poskuse. Tako je v bistvu, kada bi gledal kuharsko oddajo. Tako je, ti bi mogel 3/4 ure bi mogel, ne 20 minut bi bil res. Drugač pa Jimmy Carr, ne, če še omenimo, on je pač kralj enovrstičnega humorja, delal v marketingu in potem mu enkrat dopisne rekel, da ima proba to in je, mislim, da je on tudi prijela dobu. On je v bistvu kariero komika štartal na tem Edinburgh Fringe. In je v 5 minutah razprodal svoj šov za par mesecev. Ja, pa on je bil že na Lettermanu, on je tudi malo Ameriko že prodaril, ni tako, da je sam tle, da v Angliji. Čeprav jaz moram priznati, ker sem zadnjega njegovega gledal, ne čistega te noga, ampak prejšnjega, se vidi mejhan žene. Malo si na ta outrage. Malo je živno, dajmo šokirati, pa... Sam še zmeraj, Jimmy Carr. Ne, ima pa, itak. QI, jaz to odredno je. No, on je so odeležen pa moj najljubši QI, tisti, ki je, kaj že, They Say of the Parthenon. What They Say of the Necropolis were the... Parthenon. Ja, kjer pojejo. Frajo mre, ja. Za Fraju se zaplete, ne? Fraju se tako
prvič meni se zdi v življenju zaplete jezik in to potem barabini pograbijo in naredijo iz tega pivsko pesmico, ki se ne neha, če smo tako, pa spontano ne neha. Ko sta mi Pižama pa Mojca povedala za QI, pa sem pa, ok, gremo pogledati, kaj to je. Mene so kupili s prvim vprašanjem, jaz sem bila tako, ok, to je to. Ker je bilo prvo vprašanje, je bilo, kaj imata skupnega levo uho Canterburyskega archbishopa in Adamov popek. No, oba sta dekorativne narave, ker archbishop od Canterbury ne sliši levo uho. Dekorativne. Pižama, ti favoriti. Ne ti najprej, jaz sem se bom na usta. Okay. Jaz sem pač Rob Brydon, je človek, jaz prvo sem ga na QI vidim, vidik model, potem sem pa gledal The Trip, in ta The Trip jaz tako menjam o teh glaži, po moje 4. Kaj pa znam škar Roba Brydona, pa te njegove annual retenti, pa te stvari. Ampak jaz zmeram folko rečem, če hočeš Roba Brydona videti v vse v njegovem gloriju, je treba The Trip gledati s Stevenom Coognom. To je en film, ne vem kva je, / dokumentar, / film, kjer ona dva kao hota okoli recenzirata restauracije, sliši se ujernama, ki je tak buddy movie. In tam noter je ene par scen, ko oba dva Michaela Caina uponašata, ki so res, kar se humorja tiče, težko je iti višji, saj tako, kar se igranih zdaj tiče, Clem je pa cool v QI, zaradi tega, ker konstantno neko iskrivno verzijo fraja nazaj neče, jaz to drugačno znam. On mene to spominja, jaz sem enega sošolca Andreja Ojstreža, ki je vedno tako, ker je bil več ljudi. Nataša Pirc-Musar. Kličemo Natašo Pirc-Musar, izdajanje javnih podatkov. On je sedel v klopi in tako več ali manj 8-letni rekel skoraj nič, kaj pa rekel, je bilo pa tako, da smo vsi po tleh popadali. Tako on je Rob Brydon tako na njega spominja, in gradi Andrej Ojstrež je zdaj župnik v Jesenicah. V Jesenicah? Na Jesenicah. No ja, ampak Rob Brydon mi je kletli zaradi tega kul, ker pač ali fejka, kao da vse ve, te so mi najboljše, ker Fryford nekaj ve, pa Brydon, yes, I was about to say that. To je najbolj. To je tudi ta fraza, ki si jo je že sposodil, veš, za aparatus. Ja, to sem te ravno hotel vprašati. Se mi zdi, da vsi ti komiki pač se naslanjajo na uno materijo, Brydon pa res fraja konstantno. On se je dvakrat naslonil na samo vprašanje, on zmeram na fraja, kar je meni ful všeč. Pa ti Pedarjansko zelo dober imitator, vokalist tudi. Ja, on je naredil cel boom je naredil ta Man in the Box, cel app, pa je z iPhone. Ja, to Man in the Box je, nisi gledal še tega dela, ko on oponaša glas kot da bi imel dejansko noto trebuhu neko škatlo in nek mehen možic ujetno. On tega le oponašal, kaj že ta Snape. Alan Rickman ga drugače. Enkrat na QI oponašal, kako Rickman govori. Možno se kar se vokalnih tiče. Recimo Toma Jonesa, je pa tudi Valežan. Valežan je, ja, to sem malo to reči. Ampak viš, spet, veš, Valežani so cool. Ja, mislim, ne, ampak Valežani so meni cool, zato ker so pač kar neki. Oni so to je. Hočem se oni so, veš, vsi ne bomo glave razčistili. Ne, sem prav, v Angliji, meni so Valežani zato, ker vsi v Angliji imajo tam države, veš, Irci se kregajo, razumeš, Škoti bojo, hočeš se samo svojiti. Sam nihče ne razume, Ja, ampak Valežani, pa se dvojne ja. Preč od teh je dobro, v Discworldu imaš eno pokrajino, ki je tako zelo valižanska, imaš druide not, pa vse, ne pa ta, in ime te dežele je Lemados, z dvem lejem, oziroma če prebereš nazaj, to Sodemol. Sodemol, lepa. Pol moj drug, zdaj če smo Brydona, je pa Sean Locke, ki je pa, v Angliji on je tako od komika komik, Ja. On je tako, veš kaj mislim. Njega komiki gledajo. Ja, on je res, in jaz sem njegov ta prvi special, ki sem ga videl, sploh ne vem kronološko, kjer je bil, ampak cel cajt je pač v Rekelcu, Cel cajt je v Rekelcu, on pa ta zadnjo se to malo pokvaril, ampak ne pričakuješ, res ne pričakuješ. Od spodaj oblečen tak super hero kostum, ampak tako veš, kaj ura pižama dolga,
tako živo zelena, rumena. Tako. Ampak cel sajt je pa tako, veš ti 1 uro special, gledaš, on je na odru, zgleda, kaj normalen special, govori ful v rekelcu, upedena, bila šale, haha, se smeješ, pa na eni točki se pa čisto lešeš, to, da vidiš, tako veš, kaj v bobsled timi, veš, ki je pač res kombinezonka oprijeta, veš, in pa na eni točki, da pa cel rekelc dol, pa hlače dol in avtizmu stoji, tako govori, tako to je ta zadnje 2 minute, in se rekel, vsaka čast model. Ali zelo ima ta hude twiste, no? On zna tako res obrniti in zelo inteligentno, cinično. Ampak je tak ljudski, ne vem, nekaj zelo, on je tako, če bi si človek teorijo o stand-up komikih delal, si nekako to predstavljaš, on to še boljš počne, kot si ti predstavljaš. Način govora, ampak bla, bla, bla. Ja, to je res. Pa flapa ne realno. Ampak ni tako, veš, karma, recimo, ali one-liner, ali pa da se neki na šoku besa, ne. Veš, vsi imajo Big Bailey, ima to na musko, recimo, ne. Lok je pa sam tako, stand-up komik je. Dober stand-up komik je. No, znam drugače zdi, ampak on je res... Mislim, ful oba in Lok in Bryden, ja. Sta tako hitra, ne? Hiter odgovor. Ja, to se nič ne čaka, ja. Sploh Lok je pa meni za tega cool. On ti malo random, ne? Ja, on vlada ti random zadeve. On, tako kot prej Bryden, ki se zmeramo fraja, pa čutikuje, se mi zdi, da Lok je pa kako malo... Čisto na neko tangento, vsak pa neko minimalno povezavo najdi. On je zelo ta random humor, kako če bi prej smo imeli zašli The Mighty Bush stil, nekaj udar od nekaj, ki sploh ne pričakuješ. Pa tako, ne vem, pa konsistenten je, zato je meni on všeč. On še nikoli ni bil, da bi malo slabša, pa malo boljša epizoda, tudi pri QI, zmeraj, ker Sean Locke je Sean Locke. Tako da, pižama zdaj, ki si brez Mabono. Ja. Tvoja 2. Bill Bailey, ki smo ga že omenjali, človek, vsakeč, ko ga gledam, se sekiram, zakaj nimam toliko tistega malega uporabnega posluha, da bi lahko igral pa pel. Zraven, ker je dela genialno glasbeno komedijo. To se toliko slabo sliši, ker to morajo ljudje videti, ker glasbena komedija se ne sliši en line, pa se ja, ne, treba, recimo sploh ta njegov special, ki je Remarkable Guide to the Orchestra, ki ga ima, mislim, da prav z valežanskim BBC-evim orkestrom, v glavnem filharmoniki in kjer predela vse neke glasbene žanre, klasične od, recimo, ufura Doctor Who temo. A to ti spomni, ko ima tako bobne pa vse živo okrog sebe? Tudi, ja, kot Jacques Brel, type of jazz, pa tako genialno, kako on to glasbo ukomponira. Je pa drugače v svojem stilu nekega tega stand-upa, pa tudi zelo tako, on fura te neke, ko bi rekel, tudi malo geekovske, pa on ima ful te neke trole, skozi neke trole, pa nek jezik, ima zelo načičkano govorico, ima tudi v stand-upu, on si kot prvoš. Ja, se ima nek šov, je bil Park Troll, njegov. Policija je tak stari rocker malo. Ja, ne, to je itak. In tip ima narejen konzervatorij za klavir. Ian Stone je razlagal, ki je bil tukaj, kako so bili, kako so takrat, ko so zvedeli, vse mislim, da je bil Ian, da ni bil kaj ta škod, ta drug, ki je letos falil, ampak da kako so bili tam nek, ki so nastopali in ki so zvedeli, to je bil The Day That Princess Died, kako so pa prijenstvo šli gor on, pa Bill Bailey, pa še en in so, kako so si v backstage vse možne fore povedali, pa gor, kao, tle pa moramo zdaj biti, ne še ne smemo. In, tu so. Recimo to, dela tudi, igral je v Black Books, ki smo ga že omenjali, skupaj z Dylanom Moranom, ki 7. oktobra prihaja v Ljubljano, v Cankarjev dom, mislim, da je neki kart še, se da dobiti, tako da dajte se zagrebsti, Dylan Moran smo ga tudi že zanjčali, tak ljudomrzni humor. Je bil 6 let, 7 let je bil voditelj Nevermind the Buzzcocks, tega panel šova glasbenega. Dela pa tudi dokumentarco na naravi, Wild Thing I Love You, pa imel Baboons with Bill Bailey, imel neki Bird Watching Bonanza with Bill Bailey, tak reality show. Ja, veliko ve o ptičih, tudi to so neki Bird Question, ko Bill Bailey uleti pa reče, to je pa... Ja, to je pa s tretjim klunom na glavi. Zeleno kosmati vrabec, pa sam pravi, absolutni vrabec, kaj imaš ti s ptiči? In ena super zadeva, ki se je letos predvajala, je pa Bill Bailey's Jungle Hero,
ki pa govori dvodelni dokumentarc o Alfredu Russellu Wallacu, tipu, ki je sočasno z Darwinom pogruntal teorijo o evoluciji, ampak pač ni imel toliko nekih povezav, pa to in so ga majhen na stran, ampak zdaj so, da so v okviru tudi te oddaje pol, pač on je šel po njegovih sledeh v Tihomorska otočja. Mislim, da lahko, da ta tip, ta drug, ni bil tak pusi, kot Darwin, ki je pol ugotovil, da cerkev ne odobrava tega, pa je malo povukal se, ta pa ni bil tak pusi, pa je tako vsem fural še to naprej. In da so zdaj zraven tam tega velikega kipa od Darwina je tudi neka njegova plaketa v Prirodoslovnem muzeju. Ta drug, ki je pa meni pa David Mitchell, ja, ne vem, on poštak, je res zategnen temu se reče kot socialno nevešč. Ni social butterfly. No? Ni. Ampak on je, ko smo že pri kolumnah prej bili, on piše kolumne. On se res politike dotika. Tako. On ni sam, hilarious. On je tako. Za Observer. V teh The Big Fat Quiz of the Year, ki smo ga omenjali v 8 out of 10 Cats. Pa Peep Show, kjer sta pa oni spet to imaš polno teh Britancev, teh komičnih duetov, ki so se spoznali na faksu, sta on pa Web, in sta s tem Peep Showom, ki je pa zanimiva nadaljevanka za to, ki je koncept, pač, da vse dogajanje spremljamo skozi oči enega od likov. Tako da vedno vidimo prvo osebni pogled nekoga v dogajanju. Ni kamera je tako postavljena, ker dejansko čez dunga oči gledaš. Ampak je komedija in funkcionira. Jaz, ki sem bral tako Quietu, takrat, ki je že hitra atus, ampak dejansko funkcionira. Ampak je pa weird je posnet, ker tako, veš, on pride, pa gleda, pa ga pa gleda, ampak dejansko je cool. In so tudi potem Dead Mitchell and Webb Luke sta potem imela sketch show, imeli sta tudi sound radijsko dajo, pa knjige. Iz teh skečev mi je genialna ena, kako tipi, kako tip najde tam v laboratoriju, našel sem zdravilo za rak, skoraj nekaj, ti bomo postali, zdaj greš šefa, veš, kaj si pomislil, veš, in pride, kaj delaš ti v naših laboratorijih, Garnje, zakaj izrabljaš ti, da je tam le za lase, da se bojo svetali. Recimo dva SS-ovca, ki se sprašujete v Jarku, če mu kao, misliš, smo mi mogoče te slabi fanti, zakaj? Pač lobanje imamo na glavi. Super. Would I Lie to You, ko smo ga spet še parkrat omenili, je en od teh, on je team captain. The Bubble je bila ena zadeva, mogoče zanimiva, ampak mislim, da so samo eno sezono naredili, ker so par ljudi za nekaj dni zaprli v eno bajto in potem, ko so ven prišli, so imeli pač v studio in so jim predstavili par zgodb. In oni so morali ugotoviti, ali so to stvari, ki so se dejansko zgodile v teh par dneh, da so bile v novicah, ali so izmišljene. Tako da niso, ker so bili niso vedeli, recimo, zadnji 3-4 dni, kaj se je dogajalo, in potem so, in je sploh super, ker vidiš, kaj mediji poročajo. The Unbelievable Truth je radijska stvar, ki je tudi na neko podobno foro, je on voditelj in ima pa in so enkrat tudi QI Special, bil zadnjič sem gledal en del, pa ker so se med sabo gledali. To, kar The Unbelievable Truth rečejo, da je res. Ker so se glavnem tle pa tako, da dajo vsak pač tem gostom tam, potem dajo par faktov in oni morajo te fakte potem vključevati v govor, ki vsebuje tudi polno nekih laži in drugih pa morajo loviti pač kaj je res. In pa še ena stvar, ki so pa skupaj on, pa Jimmy Carr in Charlie Brooker, je pa 10 O'Clock Live. Je pa, to pa mislim zdaj drugo, tretjo sezono že laufali, pa nekaj tak satirična oddaja. Saturday Night Live sem brez sketch. Pa nisem, jaz bi prej rekel bolj Daily Show with Jon Stewart. Charlie Brooker tudi še nikoli ni bil na QI-ju. Ne. In tukaj smo zdaj, kdo bi moral biti na QI-ju? Russell Brand, James May. Pa Brooker je tako. Jaz bi Frankie Boyla nodal, čisti iz fore. Sam pori moga biti pa X-rated vržen po noč po vaje. Če recimo, pri Frankie Boyla je zanimivo, je Darrell Brian rekel, da so si ful oddahnili takrat, ko je on šel iz Mock the Week.
Ampak zakaj? Zato, ker ima on tako on point, vse napisano, da je on povedal, fora so bili drugi lahko še ok. Čak pa ta Joanna Lumley tudi še ni bila. Ne? Kdo bi še, kva bi še? Kaj pa Don French? Don French. Don French tudi ni bila. Tudi ni. Povedal nekih teh. Samo Robbie Wax je bila od teh. To? Pa recimo bil je David Williams, ni bil pa Matt Lucas. Tudi ne. Ja, bil je, Hodgman je bil enkrat peti človek, ne. Zakaj ga ni sam, ki je po mojem iz Amerike. Čeprav zdaj v tej novi sezoni so pa kar nekaj dol iz Avstralije, pa neki. Vse mislim, da je začel manjši, celo kada šanse. Ja, zato ker tudi dol predvajajo, ne. Se to, ja. In je to pa, kdo bi, ok, od League of Gentlemen, pač Mark Gatiss je bil, mogoče bi Pendletona, pa Cumberbatcha, pa je lahko pripeljali. David Tennant je bil, ne. Koliko je on? To je smešen. Recimo, David Tennant je bil, ne? A ni čak David Tennant slo vodo ene neke ti special? Vem, da je bil ene točke v Daniel Radcliffe, ki so imeli Harry Potter skoraj special, ne? Ja, točno. Da je na par stvari ni vedel. Ja, v Harry Potterju, kar je kar kul, ja. Danes imamo v bistvu še stalno rubriko. Moramo prej povedati, če malo o knjigah. Se pravi, da zato tiste ženina prej omeni, da če imate čas brati, kar ga imate, ker to je en najbolj legitimnih načinov preživljanja prostega časa, da berete stvari, ki v naslovu nimajo številke 50. Tako da QI ima polno nekih knjig. The Book of General Ignorance, ki je potem postala The Fatter Book, The Bigger Book of General Ignorance, nekaj so dodali še nekaj stvari. The Book of Animal Ignorance, The QI, pa je bil The Second Book of General Ignorance, te fakti, ki sem jih že prej omenil, in pa The QI Book of the Dead, kjer so pa pač kot neki življenjepisi ljudi, zgodbe zanimive. To so prav te, ki imajo QI. Ne? Je pa tako, sem ga že prej tudi omenil, ta Justin Pollard. Sta dve knjigi, ki jih imam, sta tudi super. The Interesting Bits, The History You Might Have Missed. Se pravi, o takih zanimivih stvareh iz zgodovine, recimo ena genialna je o nekem svetniku, ki je bil tako pač postal je svetnik zato, ker se je rodil, in ko se je rodil, je takoj začel: jaz sem kristjan, jaz sem kristjan, jaz sem kristjan. Ni pa čakal, da bi najprej spregovoril. Tako je spregovoril, to je njegov, ja, in take, ne. Pa recimo od tega not, kako je bil Isaac Newton, ne, kako je lovil ponarejevalce denarja, pa te neke stvari. Druga njegova je pa, to je pa tudi, ovo pa tudi ni napak, sploh kaj povem, tudi ti lahko posodam, je pa Bophinology. Je pa o znanstvenikih in raznih odkritih, recimo not zveš to, da je, kako je, tam mislim, da 1907 ali kdaj je neka ženska naredila patent za brisalce, za avto, pa so si rekli, da to ne boš to ljudi hipnotizirali, ker se bojo vozili, ne, pa so pa pogledali, da vse bi bila dobra ideja in so počakali, pa še malo to, da je patent potekel in udri, ne, ja. Tako da po te knjige in pa annually, to so te almanahi, ki so pa sam 4 naredili od E do H, so pa super zbirke, to so pa take straniščne knjige, ne, ki jih imaš lepo na polički, na stranišču in potem, ko... No, nisem hvala, da to od mene pride. Ja, punce ne kakajo. Ne. In vzameš razne članke, kjer te imaš izseke, pač zabavni citati iz oddaj, in pa potem razne prispevke, ki jih delajo QILs oziroma tudi sami komiki, recimo Phil Jupiter stripe riše noter, potem Sean Locke nekaj razlaga, kako je bilo kaj v Franciji, ovce koze pasu, ko je bil študent in take zadeve, v glavnem polno nekih zabavnih zadev, tako da to je to, ker smo že ful dolgi, bomo novice o Game of Thrones mogoče preskočili za čez 14 dni, ali rečemo, mislim, Dajmo povedati, da bomo pa... Da smo jih že narajca, sam ti si mi ukradil liste z novicami. Prvo moramo imeti stalno rubriko. Ne bomo pa imeli stalno rubriko, ker se bo itak navezuje, bolj da nehamo potem stalno rubriko. V glavnem,
Snemanje v Dubrovniku se počasi približuje koncu, zdaj bojo začeli snemati v Splitu in okolici. Zdaj Navar počasno zdaj prihaja reprezentanci. Ja, zdaj svojo vlogo odigral. V glavnem zvedeli smo, kdo bo Mark Gatiss, koga bo igral, in sicer Tiha Nestorisa, od poslanca Bravoške železne banke, ki ga bojo upeljali malo hitreje kot v knjigah. Tam se dobro. Ja, tam verjetno bo leto že v kraljevi pristanek. Ja. Prav tako bo prišel. Jaz bi ga povabil še k nam, pa ga malo mariborsko načkofijo poslal. Potem dobili smo 3 recaste. Tommen Baratheon ga bo zdaj igral Dean Charles Chapman, nek mulc, ki je igral enega od unih Lannisterjev, ki je Kar Stark pobijen v prejšnji sezoni, ampak je bo tako minutko. To. Potem Dario Naharis, Ed Skrin gre stran, ne vemo sicer. Ne vemo zakaj. To se samo razkrega. Je bilo. In bo zdaj ta Michel Huisman, ki je igral v Trem, pa še v nekih drugih, tudi HBO. Ja, nekaj HBO človek. In pa dobili bomo 3. Gregorja Clegana. Potem, ko smo imeli Conana Stevensa, ki je bil res posebitev, sicer je imel eno celo besedo, da je bil sword. To je taka vloga, ka Bobnar pa Spinal Tap, a poznate? Ja. Ali pa učitelj unih predmet tega za temno, za obrambo pred temi pred temno magijo, pri Harryju Potterju. Vsako let zamenja. Nisi zame nisi celovit človek. V glavnem Expelliarmus. Jaz nič ne vem, to besedo. Potem imamo v drugi sezoni, ga je igral ta Ian White, ki sicer igral White Walkerje, pa Velikana. Ja, vse. Glavno, kaj je bilo, zakaj je pač tam Conan Stevens dal Novo Zelandsko in je ful lobiral za to, in on je dejansko že za neko drugo vlogo prej poslal, mislim, da za Kala Droga, kao in poslal svoj tep za to, da bi pa ga imel v glavi, ko bojo rabili Clegana, in so ga res, in je bil fizičen. Tako pa sem pa tega Iana Whitea, on je dobil vlogo še v Spartakusu, kjer mu tako glavo odrežejo na pol in se mu tako, da glih tisti del sem gledal, se mu tako zapelje, potem tako pod to bogančko, ta zgornja polovica glave, dol, in je pa približno tako kauna krava na začetku Under the Dome. In še v Hobbitu je dobil vlogo. In potem se je te snemanja prikrival in je... V glavnem jim bi bilo predrago, da bi ga 3-krat iz Nove Zelandije gor pa dol lifrali, in so se pač pol jasno, ka pa enkrat, pa verjetno se še kaj izmišljalo, ga pa tudi niso. In tam so pol na hitro mogli tega Iana Whitea dati noter. Langa itak ni bilo, zdaj so pa dobili, je pa sicer tako 24 let komi star, ampak z brado zgleda dosta, je pa Hafthor Thor Bjornsson iz Islandije, trikratni prvak strongmana islandskega, tudi v svetovnem, neki tretji bil res. Tip je pa uno, ko ga pogledaš, in so že neki posnetki, kako ima brado si pustil, in temen tudi tako kot on, in kako tam enega na meču vihti gor, ko ga je na bodu, so iz Dubrovnika, tako da bo brutalno. Pa še nekaj, Sigur Rós bojo notar. Ja, nekaj muskanterje bojo. Tako je bil ta iz... Kva smo imeli? Po mojem brez glave ostali. Ali ni bil od Coldplaya tip notere? Ampak basist. Ali Bobnar. Z dveh bendov je bilo neki. Ja, te, kaj jih lahko. So bili še, Ker so tako uleteli, pa... je vlog iz Dola, zdaj bojo Dole razširili, bojo tudi že malo naprej, se pravi Lord Jon Royce, pa ta Lady Anya Wainwood, Waldo Frey bomo videli, ženo od Rusa Boltona, to te debelo Waldo. To pa potrjenje, da se bosta vrnila Noah Taylor kot Locke, tako je Jamieju rekel križ kraš kralj Matjaž, roko sekal preč. Pa Burn Gorman, to je pa ta, ki je bil v prejšnji sezoni gor med nočno stražo, med unimi, ki so se uprli v Krastarjevmu braniku, in mislim, da je to model prav, kaj Krastarja ubije. Veš kaj mene bega? Meni se skozi del, da bi mogli biti že v tej sezoni
kako zdaj to povedati, da ne bo spoiler. Ne povedati, a ona te druga poroka. Ne, to tale palček z samostrelom. Ne, to je še čista konc tretje knjige. To je čista konc tretje knjige. Ja, ni bila to tretja sezona? Ja, ampak jo ni, 2/3 knjige, sem sam povedal. Ja, tako da Ja. V glavnem, no, za tisti, ki niste gledali, povemo, da pride 7 palčkov iz Sneguljčice in potem na turnirju tekmovanje. V glavnem, zdaj pa povej ti to, kaj, zdaj pa rubrika za izobraževanje. Rubrika za izobraževanje. Rubrika za izobraževanje. Rubrika za izobraževanje. Ok, Nina, izvoli. Danes je malo zmešala, veš, ko sem prej Edinburgh že tako nastavek dala, pa mešanica Edinburgh pa Game of Thrones je. In sicer sem se odločila, da vam bom povedala, odkje ta navdih za Red Wedding, za rdečo poroko, je navdih, en dogodek, ki ti, ki greš pogledati Edinburški grad, sploh na vseh škotskih teh gradovih, imajo kakšne igralce, ki pa tako pripovedujejo zelo doživeto zgodbe z teh gradov. In na Edinburškem gradu imaš, ki priješ v neko jedilnico, tako oak paneled, je tam en gospod oblečen v nekega grajskega dvorjana, ki ti razloži, da tukaj smo pa zdaj v... Za razliko od dvorjana iz stolpnice. Tako. Pleonazem bil. Ja. In ti razloži... Čeprav lahko si tudi na dvorcu, to greščini ali pa v palači, tako da ni čistno. Ne moram verjeti, da se... A niso v palači, so palačinke. Ja, več ali manj. Tam ti pojk to doživeta poveda, zdaj smo pa v jedilnici, kjer se je zgodila ta The Black Dinner, črna večerja, in sicer tam na začetku 15. stoletja je na škotskem ratu zelo močen klan Douglas. To je bilo v dolgočasnem delu Škotske, ki se reče Lowlands, za razliko od Highlands. Tam ni imela Gibsona, no? Tam, ker so bili to krevni, da nisem imel denarja, da bi si kupili barve za pofaci. Tako. In oni so bili že tako, ta klan Douglas je bil tako močen, da je ogrožil moč kralja Jamesa II. Janeza II. Tako. James bil Ivan. In so pa pole pa klan Crichton, ki se pišejo isto kot John Crichton, Pelikanovo poročilo, so jih povabili na večerjo, in sicer sina od tega sina Williama Douglasa in njegovega brata. In ko sta prišla ona dva k kralju Jamesu na večerjo, so kar naenkrat, je bil pa znak za alarm, ne tako, kot je tle gospa zagledala chainmail, so prinesli na pladnju noter glavo črnega bika. In to je pomenilo, to je pizdarja. In so Douglase odvedli ven na grajski hrib in jim odsekali glave in jih pustili tam. Sicer so pol Douglasi še tako nekaj mesecev oblegali grad in Crichtoni so se ustrašili in ga prepustili kralju Jamesu tako, da ti se s tem stredili, mi nič ne vemo. Prav na šmuljske ti teži in kaj ga ti nazaj, ker pa svojega starejšega brata. No, ampak to je gospod Martin navedel kot navdih za Red Wedding. Se nekaj smo omenjali to takrat, ampak ne tako poglobljeno. Tako, no to je to bilo. Jaz bi sam še nekaj povedala. Jaz vsakmu rečem, a veš, Boki Nahbar pa tudi glave snema tako, kaj jaz. Ne vemo sicer, kakšen je rezultat, ker snimamo to v sredo zjutraj, vi boste to poslušali v četrtek zjutraj. In ostali. Vsi imamo štumfe do kolenu, podporo. Jaz ne. Reči, da jaz, ne, zato sem hotel. Jaz pa tudi. Najbolj si bom do kolen spustila. Tako da, ja, 14 glave. Najdete nas na internetu. Ja, jaz sem na Twitterju afna.zt, Nina. Jaz sem na Twitterju Opica. Pižama. Jaz sem na Twitterju Pizama, na blogu trenutno ni, ker popravljamo zaradi neke čudne kode, tako da ne, hodite.
bomo dobili ošpice. Ja. Drugač pa imamo še vedno ta mail glave afnaaparatus.si, pa če ste naročeni v iTunesih na glave, kakšna koli cena. Petkica. Ne, Kakršna koli, ampak če date petkica. Pa gledajte pa v nočni klub, to je legitimno in Legitimno uspavanje. prostega, ne makes no sense. V glavnem, že spet 3-4 zdaj pa lijo, tako da 3-4 zdaj. Adijo. Zadnje cajte na tuje. Ne, ni ratala.